Odlični športni rezultati, med njimi 3. mesti v skoku v višino in mnogoboju, tako na olimpijskih igrah gluhih pred 2 letoma v Braziliji, kot tudi na evropskem prvenstvu lani na Poljskem. Ljubezen do športa in prešeren nasmeh je le nekaj najbolj opaznih značilnosti, ki krasijo gluho atletinjo Iris Breganski. Živijo, moje ime je Iris Breganski, sem atletija gluha. Moja disciplina so dreboj in skok v višino. Iris je doma iz Radovljice, zdaj živi večinoma v Ljubljani, zato smo jo obiskali v atletski dvorani in na atletskem štadionu v Šiški, saj tu opravi velik del svojih treningov. Sem bila stara že 10 let, začela sem atletiko, ker sem bila še prej, sem poskusila tudi plavanje, košarko tudi sem trenirala in tudi sem trenirala odbojko. A atletika je tista, ki se je zapisala v njeno srce, oziroma je že od nekdaj zapisana v njenih genih. Ker je po moji mami isto tudi trenirala skok v višino, moja teta tudi skok v višino isto, pa jaz tudi še poskušam skok v višino. Rada skačem pa tu uživam. Poleg skoka v višino trenira in odlično tekmuje tudi v mnogoboju. Mama pa ji ne predstavlja samo športnega vzgleda, temveč je zadnjih nekaj let tudi njena trenerka. Če jaz sem doma kličem moje mami, če pa sem v štadionu, moram pa poklicati trenerja, ampak je težko, moram reči trenerja. V atletiko pa se je po stopinjah svoje starejše sestre podal tudi brat Andrej. Meni je zelo všeč trenirati z mojo sestro, zato ker prej, ko sem bil jaz mlajši, mi je ona pomagala, zdaj pa, ko sem jaz že malo višji, pa tudi malo močnejši, pa zdaj vračam uslugo in njej pomagam. Zelo sem ponosen na svojo sestro, ker se je toliko bolj rada potrudila zaradi svoje gluhote, da je iz dneva v dan boljša in da je osvojila 2 olimpijske medalje. Zdaj pa smo mi prava družina, kot atletika treniramo. Res zanimivo, res je super. Vesela sem, da nisem sama dolg čas, pa uživam, rada se pogovarjam z njimi. Si pa pomagamo tako tudi, da en za drugega navijamo. Mi dve navijava, ko ima on tekmo, on, ko ima Iris tekmo. Ko sem pri veteranih tekmovala, sta pa tudi kdaj šla z mano na tekmovanje, pa sta tudi zame navijala. Iris tekmuje tako na tekmah gluhih, kot tudi slišečih atletov. Všeč ji je, da ohranja odprtost v življenju. Meni ne bo všeč potovanja, pa malo družbi prijatelji, pa poznaš dobre novih prijatelji z gluhimi, iz svetovne gluhi, rada se pogovarjam z njimi, medoravni znakovni jezik se pogovarjam z njimi, in tudi priznanje na športni za invalide, tudi vesela sem vse. Za Iris je šport zdaj na prvem mestu. Ob tem pa ne pozablja razmišljati tudi o svoji delovni karieri po zaključeni športni poti. Če sem hodila v srednjo šolo bolničarka negovalka, če sem šla pa naprej plus 2 leti kot zdravstvena nega. In ker rada pomaga ljudem, se je odlično znašla pri študentskem delu negovalke v domu starejših, domu doktorja Janka Benedika v Radovljici. Pomagala sem starejše ljudi, mi pa pomagala, da gre na invalidski voziček, pa vse, tudi malo se pogovarjam z njimi, nekaj malo smešnega, moram malo nasmehe, malo pozitivno, ne smem biti žalostna, malo pozitivno. Nekateri pacienti imajo demence, težko, moram še enkrat ponavljati, mene nič ne narobe. Res je v redu, so sestre, njim ni bilo težko delati, res meni všeč, rada pomagam. Iris je z nami podelila še eno njej zelo ljubo stvar. Sproščene sprehode v družbi psičke Bele. Jaz sem zdaj dobila prvič kužka, moja mama pravi, to bo naporno, Jaz rekla, jaz vem, da bo naporno, ampak jaz sem že namadla. Všeč mi je, ker nisem jaz sama doma. Pomaga meni kot kužka, da malo pomaga, da greva ven na spreho, pa tu. Ona bi rada gre hribe, ona ima rada hribe, gre peš, tako rada sprehod, hribe po naravi, po gozdu.
Na atletskem štadionu pa je njen fokus zdaj že usmerjen v prihodnje leto, ko se bo na Japonskem odvilo zanjo najpomembnejše tekmovanje Olimpijske igre gluhih. Olimpijske igre Tokio bom tekmovala skoka višina in sedreboj. Želim izboljšati osebni rekord, želim na boljše rezultate. Uživam atletiko, treniram. Jaz sem še mlada, sem stara 23 let, pa veš, da rada še čim več, da še treniram atletiko, veš. Iris, ful sem vesela, da sem danes prišla na tvoj trening. Najprej me zanima, ti na svojih tekmah uporabljaš slušni aparat ali ne? Na tekmi šlici se uporabljam slušne aparate, zaradi pri nizki štarti zvoka moram slišati. Če pa disciplina skoka višino, lahko dam dol porabljam slušne aparate. Problem je, slušne aparate ne drži zelo dobro, imam pa gor magnet, če pa grem pa tako za gluhi tekmovanje, imam pa lučko, nizki štarti kot semaforja. Gluhi imamo prepovedano, ne smemo imeti nič slušne aparate, nič ne smemo. Pač imam slušne aparate, ampak ne slišim daleč, naprimer 50 metrov, 60 metrov, jaz ne slišim. Ljudje, naprimer 3-4 šlici, o čem govorijo, jaz ne razumem. Grem v trgovino, vsi so moški, nekaj to vprašam. Oprostite, jaz sem slušni aparat, gluha, pa slušno, razumem, on počasi govori, če pa nič ne razumeš. Če pa gospa, je pa v redu, ima pa lepši glas. To zdaj ima gospe, ima lepši glas. Treba počasi govoriti, če pa prehitro, če nekdo hitro govori, jaz ne razumem. Včasih moram tudi jaz koga vsaj 3-krat vprašati, kaj? Ko me pa že 4. ne rode, ne reče, kaj? Pa kimam. Ena izmed verjetno posebnosti tega je, da ti lahko poslušaš glasbo brez slušalk oziroma se lahko pogovarjaš po telefonu preko Bluetootha. Slišim zvok na polžji statek, za muziko, nekdo kliče, se pogovarjam, nimam pa slušalke, ker nič ne slišim, ker jaz ne slišim že 100% nič ne slišim. Če mogoče malo razbijava te stereotipe oseb, ki se mogoče bojijo tišine, a ti zapaše kdaj ugasniti aparat in biti v popolni tišini? Res mi je paše, tudi ker tišine, rabim mir, mene včasih moti hrupa, pa dam dol slušne aparate, mi je paše tišino, mirno. Nekaj me zanima, kaj pa če bi ti mene mogoče naučila kakšno besedo ali pa kakšen stavek v znakovnem jeziku, recimo, kaj bi bilo tak primeren stavek za športnika? Recimo, osvojila bom zlato medaljo. Ali pa ne, še boljše. Osvojila sem zlato medaljo. To bi po mojem tudi zame ful v redu. Mogoče bi lahko še srebrno pa bronasto za vsak slučaj. Naprimer, prvo mesto, drugo mesto, pa tretje mesto. Samo zlato, srebrno, kot da je prosto, ne vem. Mogoče bi pa poskusila, da me naučiš moje ime? Moja ime, Ma, A, N, C, A. Manča. Zato, ker vidim obraz, da ti rada smeješ, lepa na smehi. Tako. Kako je tvoje ime? Moja ime, Iris. Znako Iris. Pa I. To pomeni, da se rada nasmeham, pozitivna, rada smejem, rada šala. Se pravi, neke lastnosti človeka lahko tudi lažje opišejo, o kom se gre. Moje ime je M, A, N, C, A. Mislim, ne tja. Okej. Manjše. Evo, dam gor slušalke, da ne boš slišala, in bom pa brala ušnica, boš ušnica in kaj sem rekla. Se jaz zdaj še poskusim o tem. Še enkrat.
plezalni, plezanje, nekaj s plezanjem, dobro. Ena tukaj. Okay. Lepa si. Plastika. Ne. Lepa si. Lepa si. Ja. Lepa si, okej. Všeč mi je šminke. Všeč Mi je šminke. 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 Ja. Šminka, okej, šminka. Okay. Pridi greva. Pejt greva. Ja. Kam greva? Hecam se. Greva trenirati. Ja, trenirati.